Iz Lidlove vitalnice pa danes prihaja še en zanimiv nasvet. Urška nam svetuje, kako prekiniti rutino in poizkusiti še kakšen drug tip tekaškega treninga. Spoznali boste 3 različne oblike, s katerimi lahko popestrite vaše gibanje. Dragi moji tekači, živjo! Za vas imam danes pripravljen nasvet, kako razbiti rutino tedenskega trening programa, in sicer bi vam rada predstavila 3 tipe treningov, ki se jih vedno splača dodati v svoj urnik. Se pravi, govorili bomo o sami dolgotrajni metodi, o intervalni metodi in pa o tempo teku. Dolgotrajna metoda pove že sama, da traja dlje časa, v bistvu ta najdaljša, in poteka nekje v drugi coni, se pravi pri nizkih srčnih udarcih. Pri tej metodi imejte v glavi, da res še lahko govorite, sploh če si vzamete s sabo družbo, in pa da, ko zaključite s takšnim treningom, ki traja nekje 1 urico in gradi našo bazo, da pridete z občutkom, da bi z lahkoto pretekli še kaj več. Drug tip treninga je popolno nasprotje, je intervalna metoda. Ta tip treninga je precej težek, precej zahteven, veliko krajši in pa predvsem se odvija v intervalih, kar pomeni, da nekje, če si izberemo za začetek 30-sekundne intervale neke maksimalne hitrosti, ki jo lahko razvijemo, kateri sledi nekje minuta, minuta pa pol pavze, da se res popolnoma regeneriramo. To ponovimo nekje 10-krat in verjemite, da boste po polovici teh intervalov že čutili kar veliko enih stvari v telesu, ki drugače niso poznane. Tretja metoda je tempo tek treninga, in sicer, če razmišljamo o 10 kilometrov, dajmo si čisto tako neko prezentacijo okrog časa. 10 kilometrov želimo preteči v 50 minutah, kar pomeni, da bomo za 1 kilometer porabili nekje 5 minut. In če želimo trenirati tempo, se pravi tempo tek treninga, bomo naredili nekje 7-minutne ali pa 5 do 7-minutne ponovitve okrog tega tempa. Potem si bomo privoščili neko krajšo pavzo v zelo počasnem tempu, neki stek, in to ponovili nekje 4-5-krat. Ne pozabiti, da na samem treningu ne rabite preteči 10 kilometrov zato, da jih boste zmogli na tekmovanju. Na tekmovanjih je drugačen občutek, na tekmovanjih množica potegne in je tam, verjemite, da vse veliko lažje in ljudje tam podirajo svoje osebne rekorde. Še ena stvar, ki je ne smete pozabiti, pa je ogrevanje in pa na koncu sam zaključek. Dajte si vzeti na začetku nekje 5-10 minut, da zaženete svoje telo, sploh če se odpravljate na jutranje teke, ker takrat je telo absolutno še bolj zaspano. Na koncu pa si tudi vzemite vsaj nekih 5 minut, da spustite tempo, da se mogoče res mičkeno pretegnete in predihate, da sporočite možganom, da se je trening zaključil in da lahko čim hitreje vklopijo fazo regeneracije. To je to. Se vidimo. Še več nasvetov pa najdete na YouTube kanalu Lidl Slovenija, Lidlova vitalnica.